Tudi napovedani ukrepi proti nevladnim organizacijam in civilni družbi na splošno, ki ima pomembno vlogo v širšem družbenem sistemu, prosim vas, da mi pustite, da spoštljivo dokončam svoj govor. Skratka, civilna družba ima pomembno vlogo v širšem družbenem sistemu zavor in ravnovesij, ampak te metode spominjajo na obujanje starih metod vpliva in nadzora, ki jim je samostojna Slovenija pred 35 leti odločno rekla ne. Podrejanje javnih medijev in drugih neodvisnih kritičnih akterjev ni samo napad na svobodo novinarskega dela. Je tudi pot v enoumje, ki vladajočim omogoča, da počnejo, kar želijo, tudi če je to nezakonito, saj jim podrejeni mediji ne bodo gledali pod prste. Spreminjanje javnih medijev v državne in spodbujanje zasebnih medijev v škodo javnih ni razvojno. Vsi si želimo kakovostnega in raznovrstnega programa v vseh medijih, celo več, do njega smo upravičeni. Kljub temu pa ne kaže pozabiti. Komercialni medij dela program za to, da dobi denar, javni medij pa dobi denar za to, da ustvarja program. Oblastnikom in opoziciji je zato treba nameniti jasno sporočilo. Za omejevanje oblasti neprijaznih, neodvisnih javnih medijev, zmanjševanje ali ukinjanje financiranja ni potreben nek poseben intelektualni napor. Sprejmeš ukrep zato, ker ga lahko. Bistveno zahtevneje, državotvorno in razvojno usmerjeno je omogočati in spodbujati kakovostno novinarstvo, ki bo verodostojno, kritično in objektivno opravljalo svojo nalogo. Spodbujalo raznolikost mnenj, ki ne temeljijo na senzacijah, polresnicah, diskreditaciji in pavšalnem, pogosto tudi nekritičnem povzemanju tujih prispevkov, temveč izhajajo iz preverjenih dejstev in lastnega raziskovanja. Samo taka medijska krajina pomeni svobodno družbo.